Jaz sam osebno sem prepričan, tako tudi, kot sem govoril mojega prispevka zapisal, da so v spredju slovenskega političnega boja še vedno tradicionalna vprašanja. Še vedno gre za nek tradicionalni kulturni boj, ki nam potem silja neko tradicionalno delitev na levico in desnico, ki je drugačna, kot je običajno zunaj. In seveda naša mlajša generacija nekako se je vse to skupaj precej upira. Mi ne želimo biti ujetnih nekih zgodovinskih travm tistih, ki so prišli na oblast za to, da te travme rešujejo svoje osebne. Mi zagovarjamo nek pozitivni dialog zgodovine, nek zgodovinski dialog, ki je normalen. Ne more si pa naša družba privoščiti, da bi bili ujeti v neke tradicionalne zgodbe. Kot bi rekel nek včasih znan pisec, ne smemo biti vsak na svojih okopih. In na nek način, jaz moram reči, da sem imel pred časom zelo zanimiv pogovor z tujimi diplomati, ki so mi dali precej misliti. Namreč, imeli so občutek, da je manjka nek kamenček v mozaiku, ko spremljajo to slovensko stvarnost. Zgodi se afera Sova, kot je rečejo, in se ta oblast ukvarja s tem, kaj počne tajna obveščevalna služba in vsi se čutijo posvečeni razkrivati skrivnosti slovenske tajne obveščevalne službe. Potem se zgodi neka preiskovalna komisija, ki pove, da bo preiskovala predajo orožja teritorialne obrambe JLA iz, ne vem, konec 50 let. In na nek način mi ni logično. Slovenija je pred tem, da bo predsedovala Evropske unije, je članica Evropske unije, uvedla je evro. V tej državi se pa pol leta pred predsedovanjem ukvarjamo s predajo orožja teritorialne obrambe JLA in z zadevo Sova. Predvsem mi ni logično, so me vprašali, pa zakaj se ta oblast recimo zaganja v nekdanjega predsednika države, če ni aktiven. Zakaj se recimo zaganja v sedanjega predsednika države, če pa tako ali tako rekel, da ne bo kandidiral na volitvah in ima neke formalne moči. In moram reči, da sem bil v zadacih, ker nisem znal odgovoriti. In še vedno manjka kamenček v mozaiku, ker verjetno pišejo tista poročila, ki jih pošiljajo domov in ne znajo razložiti, kaj se dogaja pravzaprav v Sloveniji. Ampak po mojem se v Sloveniji ne dogaja nič drugega kot to, da se oblast ne ukvarja s pravimi vprašanji. Ne išče pravih razvojnih vprašanj in tudi ne išče odgovorov na nje. Kaj pa so pravo vprašanje, s katerimi bi se morali soočiti? Zame je pravo vprašanje slovenska demografska slika, ki pravi, da bo čez nekaj let Sloveniji seveda delež prebivalstva za 65 let močno porasti in bo imelo to seveda različne posledice. S tem se je treba že danes na to pripraviti. Ali smo sposobni, recimo, glede na to, da je rodnost nizka, da nič ne kaže na to, da bi jo lahko v kratkem času dobili, se dogovoriti za neko pametno imigracijsko politiko. Ali smo takšna družba, da lahko vsako leto sprejmemo 3000 mladih strokovnjakov iz tujih drugih držav. Jih lahko sprejmemo ali pa se bo pojavil nek politični diskurs, ki bo v nekih adrijanski maniri na tem gradil politični kapital, da bo strašil ljudi pred tem, da je treba zaščititi tradicionalne vrednote, strah pred tujci in podobno. V čem je problem, da je Slovenija še vedno tista država, kjer je umrljivost mladih podjetij med najvišjimi v Evropi? Zakaj recimo mladi na ekonomski fakulteti, ko jih vprašamo, kje vidijo svojo odločnost, v glavnem vidijo v nekih državnih, paradržavnih podjetij, zakaj pa mladi nekje v drugih državah, pa ne bom zdaj rekel samo zdaj, da tudi v nekaterih drugih evropskih, v skandinavskih državah, recimo, imajo precej bolj pozitivno odnos do podjetništva. Kaj je narobe z to družbo? In jaz moram reči, da ko sem se pred kratkim udeležil nekega posveta v regionalizaciji Slovenije, kjer so bili vodje vseh parlamentarnih strank, predsednik vlade in še cel kup ministrov, je tekel po svetu tem, koliko regij v Sloveniji potrebujemo. In zopet, ko sem sam odprl na nek način temu, sem poskušal strokovnega vidika opozoriti, da gradimo avtocestni križ. Da to marsikaj pomeni tudi na to, da hitreje prideš iz točke A do točke B, da iz vidika ekonomike, prostorske sociologije ponovno potrebno premisliti, koliko regij, če smo v Sloveniji pravzaprav rabimo, da bodo to resnično razvojna jedra.
pa mi je nek predsednik parlamentarne stranke tam potem dejal, veste, mladi mož, vam se pozna, da niste še dolgo v politiki. Mi smo politiki, mi sprejemamo politične odločitve. Strokovne odločitve in strokovne kriterije sprejemajo drugi, ampak mi smo politiki, moramo prevzeti odgovornost. Skratka, pri enem izmed ključnih projektov, ki bo močno zaznamoval prihodnji razvoj Slovenije, ki bo ne nazadnje zelo, zelo veliko tudi stavk, so v spredju izključno neki politični kriteriji. Seveda spreminjamo se v neko družbo, kjer nastaja nek občutek, da je razvoj kar samo umel. In resnično nam ne gre slabo. Te razmere na naših ključnih trgih so relativno zelo dobre. V Franciji, Nemčiji, Italiji, Avstriji, tudi na Hrvaškem je relativno zelo visoko gospodarska rast. In mi imamo zelo visoko gospodarsko rast. Po drugi strani pa je podpora vladi na enem izmed najnižjih nivojev doslej, vsej v samosvojitvenem obdobju. In to je nek navidezen paradoks. In ta navidezen paradoks se odraža tudi v tem pismu te znamenite državne sekretarke, ki se je spravila, da je specialna pooblaščenka za posebne intervencije v gospodarstvo, ki je dobivala vedno naročilo strani predsednika vlade. In ko so danes nas spraševali, kaj so v tem mislilo, je kolega Pavle Gantar najlepše povedal, ko je rekel, da Janez Janša in gospa Andrijana Stalina Kosem sta zelo neverodostojna, kadar govorita o sebi, hkrati pa sta zelo verodostojna, ko govorita drug o drugem. Na nek način zelo lepo povesta strukturirano zgodbo, kaj se v Sloveniji dogaja. In to je slabo. To poseganje v medije, v gospodarstvo, celo v univerzo, bi dobila svojega direktorja, ki ga bo seveda imenovala vlada, politično neodvisnega se razume. Skratka, na cel kup področji, kjer je bilo samoumevno, da politike ne sme biti noter, tiste prvinske politike, se sedaj to spreminja. Jaz mislim, da to ni dobro. In ko se odprejo ta vprašanja, se na drugi strani zopet odprejo neke zgodovinski boj, nekomu, ki je kritičen, se hitro očita, da je bil nekje nekaj let nazaj, pa še ne vem kakšen avtokrat, drugemu se najde kaj drugega in na nek način nastaja občutek, da se res ne ukvarjamo s pravimi vprašanji in to se odraža tudi v mnenju ljudi. Veliko ljudi je danes enostavno postalo apatičnih in najbolj apatična je prav mlada generacija, ki ima občutek, da z njihovimi problemi se pa res nihče ne ukvarja. Zato mislim, da je naloga tudi združenja zares, da na nek način odpira nova aktualna vprašanja in da išče odgovore na nje. In današnji vaš odziv me krepi v prepričanju, da smo tega sposobni in da Slovenija potrebuje drugačno novo politiko v nekih tistih vrednotah, ki nam omogočajo, da živimo v normalni družbi v skladu z načelom življenja, pusti živeti. Hvala.